Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Na novinarski konferenci ste predstavili številne naložbe, ki so v teku, obenem pa se pripravlja obnova šole Antona Janše v Radovljici. Tako je, v letošnjem letu bomo pričeli z dograditvijo osnovne šole Antona Janše v Radovljici, šole za otroke s posebnimi potrebami. V načrtu je dograditev 6 učilnic, spremljajočih kabinetov za učitelje in strokovno pomoč ter energetska sanacija šole. Projekt je, kot rečeno, se bo začel v letošnjem letu, zaključil leta 2028. Investicijska vrednost znaša 3,3 milijona evrov. Uspeli smo pa pridobiti tudi nepovratna sredstva v višini skoraj 1,3 milijona evrov strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Veliko sredstev vlagate v šolstvo, kot ste že povedala, že na šolo Antona Janše, v gradnji pa je tudi obnova kuhinje, ki je preživela 50 let v šoli Antona Tomaža Linharta. Ja, v januarju smo začeli z obnovo največje osrednje šolske kuhinje v največji šoli v Radovljici, to je osnovni šoli Antona Tomaža Linharta. Površino na 500 kvadratnih metrih, ki obsega površino kuhinje in jedilnice, bomo res po 50 letih obnovili. Nakupljena bo oprema, sodobna tehnološka oprema za sodobno pripravo hrane. Ta projekt znaša 1,3 milijone evrov in je strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje kot edini projekt in pilotni projekt financiran 700 tisoč evri nepovratnih sredstev. V času gradnje se zagotavlja nemotena prehrana. Šola oziroma v pomoč je priskočilo Ministrstvo za obrambo, ki pripravlja obroke v Poljčah. Šola letno pripravi okrog 325 tisoč obrokov, kar znese nekaj več kot 1600 obrokov dnevno, od tega je 770 kosil. Vrtec je tudi obnovljen že nekaj časa, otrok je tudi na srečo vedno več, nataliteta rojstev se povečuje in poteka vpis v vrtce. Tako je, mi imamo, v preteklih letih smo dogradili vrtec v Radovljici. Trenutno resnično poteka vpis v vrtce in naša želja je, da bi zagotovili prosta mesta prav za vse otroke. Sedaj mineva že 3 leta, odkar nas je prizadela ujma. Kako napredujejo dela? Ja, trenutno smo v fazi pričetka sanacije del v dolini Drage. Pričeli bomo s sanacijo propusta oziroma mosta čez Črni potok, to je na cesti proti gostišču Draga, in pa makadamske ceste, ki se nahaja nad gostiščem Draga. To imamo že strani Ministrstva za naravne vire in prostor potrjena projekta, odobrena, tako da se bosta sofinancirala za temi sredstvi za popoplavno škodo, sanacijo škode po vodni ujmi 23. Imamo pa tudi pripravljeno projektno dokumentacijo, pa tudi projekte za sanacijo, mi tako imenujemo asfaltnega dela ceste, ki poteka od gradu Kamen do gostišča Draga. V sklopu te sanacije te ceste bomo tudi predstavili vodovod, ki se nahaja trenutno ob strugi potoka Begunjšica in jo predstavljamo v samo cestni ustroj ali pa v cesto. Ta vrednost pa skupaj znaša cirka 3,4 milijona evrov, ta ureditev. Imamo pa za vodno ujmo tudi že pripravljeno projektno dokumentacijo, pa tudi že določene recenzijska poročila ali pa soglasja Državne tehnične pisarne za projekte v Krpinu. Imamo v bistvu že za celotno sanacijo ceste, kjer se predvideva tudi ureditev metodne kanalizacije, že pridobljene vsa soglasja, medtem ko za most v Krpinu
pa en propust, kjer se je zgodil na mestu ali pa v neposrednji bližini skalnega podora v Krpinu, pa moramo še pridobiti eno recenzijo strani Državne tehnične pisarne, kjer se dogovarjamo z njo, da se pač uredi tudi ta del. Ko bomo imeli prijeta vsa ta soglasja, bomo pa lahko tudi z Ministrstvom za naravne vire sklenili pogodbo o sanaciji teh dveh. Je pa seveda potrebno predhodno, država mora predhodno te projekte tudi vključiti v državni proračun in ko so vključeni v državni proračun, takrat lahko v bistvu tudi pričakujemo ta sredstva za izvedbo teh ukrepov. Ali bodo v času, ko se bo začelo delati od gradu Kamen proti Dragi, potekale tudi kakšne zapore? Verjetno, ampak se bomo pač potrudili, da bo v bistvu potek ali pa vsaj dostop do objektov, ki se nahajajo v dolini Drage, vsaj zagotovljen praktično neprestano. Vaši občani občine Radovljica se oskrbujejo z vodnim virom iz Ovčje jame in pa še eno zajetje imate tukaj okrog same Radovljice oziroma okrog Begunj. Ja, naše drugi največji vodni vir za potrebe občanov Radovljice, občine Radovljica, predstavlja vodno zajetje v Dragi, to je tako imenovano tirolsko zajetje. In to je pravzaprav v naši občini največji vodni vir in za tega tudi pripravljamo projekt sanacije. Za ta namen je že izdelana projektna dokumentacija. Vrednost tega projekta je cirka 1,2 milijona. Tudi to sanacijo tega vodnega zajetja smo prijavili kot škodo avgusta 2023, tako da je zajet to kot ukrep, ki bi ga lahko financirala ali pa sofinancirala država v sklopu odprave škode po vodni ujmi leta 2024. Eden večjih projektov v letu 2026 je nadgradnja čistilne naprave za občino Radovljica, obenem pa tudi za občino Žirovnica. Ja, res je. Občina Žirovnica, njihova kanalizacija je priključena na našo kanalizacijsko mrežje, ki se vodi potem do čistilne naprave Radovljica. V letu 2023 smo pridobili gradbeno dovoljenje za nadgradnjo čistilne naprave, zdaj pa v bistvu z ministrstvom usklajujemo prijavo za sofinanciranje tega ukrepa. Vrednost te naložbe je skoraj 7,5 milijonov evrov, medtem ko bi država namenila malo manj kot 3,4 milijone evrov nepovratnih sredstev strani Evropske unije in pa države. Zdaj predvidevamo, zdaj se trenutno izvaja izdelava projektne dokumentacije za izvedbo, tako imenovan PZI. To bo do poletja izdelano. Potem pa bomo pričeli z razpisom za izbor izvajalca teh gradbeno-obrtniških del in pričakujemo, da konec leta se bo pričela ali bomo imeli pač izbranega izvajalca, v naslednjem letu, praktično v januarju, pa sklenemo pogodbo in se začne v letu 2027 gradnja oziroma nadgradnja čistilne naprave, ki pa mora biti zaključena do sredi leta 2029, vključno z poskusnim obratovanjem, ki traja cirka 1 leto.